ob prazniku občine podelili priznanja. V Semiču na ogled drobnica, 20 let kolesarskega društva. Lepo pozdravljeni. Občina Ivančna Gorica je minuli konec tedna praznovala občinski praznik. Praznik občine je sicer 29. maj, to je bil leta 1871 dan, ko je Josip Jučić postal urednik časnika Slovenski narod. Letošnji praznik so posvetili zborovskemu petju. Tako je tudi osrednja slovesnost potekala v Šentvidu pri Stični, ki vsako leto gosti tabor slovenskih pevskih zborov. Letošnji, ki bo čez 14 dni, bo že 50. Pričakovano so naziv častni občan podelili Igorju Švari, ki že 25 let dirigira Združenim pevskim zborom na šentviškem taboru. S humorjem in karizmo izvabi pesem iz številnih grl. Zato potrebuješ dolgoletne izkušnje, pa seveda tudi veselje, da vodiš tak združen zbor ljubiteljskih pevcev. In še takrat začutiš tisto ta pravo ljubezen do petja. Zlati grb je prejel Ignacij Kastelic, že več kot 20 let predsednik krajevne skupnosti Temenica, za dolgoletno požrtvovalno delo in izjemen prispevek k družabnemu življenju ter gospodarskemu razvoju Temeniške doline. Pomeni mi po svoje došče prav, recimo jaz nisem eden tistih, ki bi potreboval kakšno priznanje. Meni je priznanje že došče se nekaj v kraju naredi. Podelili so še nagradi Josipa Jurčiča, ki sta jo prejela Anica Bregar za uspešno delo na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v občini, ter Jože Glavič za izjemno delo na področju kmetijstva, gasilstva in prostovoljstva. Priznanje je prevzel njegov sin. Plaketo Antona Tomšiča sta prejela Turistično društvo Višnja Gora za uspešno 90-letno delovanje in Simona Zvonar za izjemno delo v glasbi, zborovskem petju in izobraževanju. Župan je v nagovoru med uspešne uresničene projekte uvrstil predvsem številne infrastrukturne objekte. Tega je bilo v Ivančni Gorici lani res veliko, če omenim samo zadnja dva, vodovod po Leskovški planoti, ki je občinski proračun 102,5 milijona evrov in kompletna prenova Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici. Med pomembnejše sodi tudi prenovljen zdravstveni dom. Ivančna Gorica ima seveda tudi veliko načrtov, kot so nov vrtec v Šentvidu pri Stični, kulturno-upravni center v Ivančni Gorici in hiša Kranjske čebele v Višnji Gori. Zdaj pa v Črnomelj, kjer so občinski svetniki na zadnji seji obravnavali več poročil o poslovanju javnih zavodov v občini. Tudi vrtca ter osnovnih šol Dragatuš in Loka Črnomelj, na katerih se, kot smo že večkrat poročali, srečujejo z veliko prostorsko stisko. Nič boljše ne bo v novem šolskem letu, saj še ni znano, kdaj ne bi začeli z nadomestno gradnjo starega dela osnovne šole Loka, ki ga je močno poškodovala lanskoletna toča. Zato računajo na obljubljeno finančno pomoč države. Recenzija projekta je končana. Zaenkrat so informacije v redu, bo treba načrte nekoliko korigirati, v okviru te recenzije se neke pomanjkljivosti ugotovile. Vendar s projektom gredo naprej, pravi župan. Še vedno računamo na sofinanciranje države, nimamo nobenih negativnih informacij o tem, tako da gremo s tem projektom naprej, ker od tega projekta so odvisni tudi potem in vrtec Loka in pa osnovna šola Dragatuš. Za nadomestno gradnjo vrtca Loka in prizidka osnovne šole Dragatuš se nameravajo namreč zadolžiti. Koliko bo občina kreditno sposobna, pa je odvisno od tega, koliko bo država prispevala za gradnjo osnovne šole Loka. Ko dobimo sklep ministrstva in pa vlade, da bo financirano v nekem, skoraj bom rekel, večinskem oziroma velikem večinskem deležu, potem vemo, da imamo še toliko rezerve in toliko prostih sredstev, da bomo potem tudi ostala dva projekta lahko mirno zagnali. Zagotovo pa to ne bo letos. Za nadomestno gradnjo vrtca, ki se srečuje z veliko prostorsko stisko, v teh dneh pripravljajo razpisno dokumentacijo za idejno zasnovo. V drugem letu bomo začeli z gradnjo, prej ne bo možno sigurno, zato ker je teh
postopkov, z dokumentacijo, s pridobivanjem soglasij in tega, in seveda pol še gradbenega dovoljenja bo še kar nekaj časa. Birokratski postopki namreč tečejo počasi, dodaja Kavšek. Posavje ima 4 državnozborske poslance, ki kljub različni strankarski pripadnosti želijo sodelovati v dobrobit regije. Po evropskih volitvah so se povezali v klub posavskih poslancev. Gre za neformalno povezavo, v kateri so Tomaž Lisec, Slovenska demokratska stranka, Igor Zorčič, Stranka modernega centra, Matjaž Han, Socialni demokrati in Dušan Šiško iz Slovenske nacionalne stranke razmišljali že dlje časa. Želja pa je, da saj pri ključnih temah vsi 4 poslanci iz Posavja delujemo enotno, tako na tej formalni ravni pri delu v državnem zboru, kot tudi na tej neformalni ravni, ko včasih je treba sklicati kakšen sestanek na kakšnem ministrstvu. Najdaljši poslanski staž v regiji ima Han, nato Lisec, ki rad javno poudari, da sta vedno stopila skupaj, ko je bilo treba zagovarjati posavske interese. Zaenkrat je tudi v razširjeni povezavi čutiti veliko pripravljenosti, izpostavlja. Prvi konkretni primer, s katerim pa se ukvarjamo, pa je izgradnja hidroelektrarne Mokric. Imeli smo že sestanek pri ministrici za kmetijstvo in naslednjem tednu imamo sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, ker želimo, da se ta zadnji projekt hidroelektrarne uspešno konča. Prva izkušnja kaže, da je skupni nastop posavskih poslancev pri vladnih funkcionarjih dobro sprejet in vsi poskušajo iskati rešitve. Grdo rečeno, če kdaj ne bo šlo zlepa, lahko skličemo kakšno nujno sejo, sprejemo sklepe in tedaj verjetno ministru ne bo tako vseeno, ko bomo Posavci stopili skupaj. Belokranjski rejci drobnice so včeraj v Semiču pripravili zelo dobro obiskano 25. razstavo drobnice. Poleg ovac, koz in oslov so bile tokrat na ogled tudi male živali, kot so perjad in zajci. Manjkali niso niti pastirski psi. Tradicionalna razstava je namenjena predvsem spodbujanju reje drobnice. Število ovac po letu 2000 počasi upada, tako da smo se nekako iz 11 000 živali v Beli krajini spustili nekako na 8 000 živali. Glavna vzroka sta dva. Prvi je cena, ki je praktično stagnira že 15 let. Drugi, ki je pa mogoče še bolj pereč problem, pa je starost ovčarjev. Mladi iščejo priložnost drugje in se ne odločajo za rejo. Starejši pa jo opuščajo zaradi onemoglosti, pravi Štukelj, ki ocenjuje, da je v Beli krajini okrog 140 rejcev. V društvo pa jih je vključenih 80. Poprečna reja znaša tam 20-30 dodatnih živali. Ovce, nekateri tudi koze, redijo predvsem zaradi jagenjčkov, ki jih praviloma ni težko prodati, pravijo. Le redki pa se odločajo za predelavo ovčjega mleka. Med prvimi so se je lani lotili na kmetiji Vučji Ogrizek iz velikih sel pri Adlešičih. Kupili smo par ovc bovške pasme, v najemu imamo sirarno, na svoji kmetiji še nimamo tega obrata in smo začeli s predelavo mleka. Izdelujejo različne sire in jogurte, ki jih prodajajo na ekološki tržnici v Črnomlju. Ljudje so kar navdušeni, tega v Beli krajini v bistvu ne poznajo, ampak so kar ljudje pripravljeni sprobati in vsem je všeč. Zato bodo povečali število ovac namenjenih molži. Zdaj začeli smo iz 20, letos jih molzamo 40, pa upam, da bomo kmalu prišli na okrog 100 ovc, kar bi upam, da zadoščali za našo kmetijo. Prejšnje reje belokranjske pramenke sicer niso opustili. Imajo tudi nekaj govedi, prašičev in oslov. Osle imamo predvsem za varovanje črede pred zvrmi. To je v prvi vrsti, plus čistijo pašnike, še sploh zdaj, ko imamo mlečne ovce. Mladi par, ki se je iz Kamnika preselil na očetovo kmetijo v Beli krajini, pa se je odločil, da bo sprobala in to z mlečno proizvodnjo, ker upava, da je nekaj več denarja, vsaj v obtoku, če ne že na koncu dohodka. In prve izkušnje so pozitivne, dodaja.
V Novem mestu pa so po lanskem prvem meškem dnevu ročnih del dogodek letos razširili in ga preimenovali v Novomeški festival ročnih del. Združili so ga z rojstnim dnem Dolenjskega muzeja 1. junija. Predstavili in vodili so kmečko ohcet iz leta 1969. Zadevo smo pa združili z neko malo razstavo avtorice Ivice Križ, kjer predstavljamo balo, ki nam jo je donirala gospa Jelka Dežman. Gre za narodno nošo in vse pritikline, ki jih je rabila pred 50 leti na kmečki ohceti. Oblekli so nas, pa smo šli. Jaz se sploh ne zavedam, kako je to bilo, ker so pač ljudi je bilo polno, jaz sploh ne vem, da sem koga videla. V glavnem mahali smo, ko smo se vozili na teh naših kočijah, lepo okrancanih. Vse ostalo je pa kar tako malo, veste, so malo spomini ušli. Dogodek prirejajo mestne kvačkarice, ki so v kratkem času povečale število svojih članic z 5 na skoraj 20. Letos imamo 20 razstavljavcev, samih lahko rečemo umetnikov, ki predstavljajo svoje izdelke. 10 je lanskih, ki se mi je pridružilo še 10 novih. Zanimanje je bilo zelo veliko, tako da smo jih morali celo odklanjati. Porast v številu razstavljavcev in da vedeti, da je dobrih ustvarjalcev v Sloveniji na pretek. Nam je v veselje, da je tako pravzaprav povpraševanje po razstavljanju, ker je izjemno veliko dobrih ustvarjalcev, se pravi domačih, tudi iz tega lokalnega okolja in pa tudi iz cele Slovenije, ki res predstavljajo dobre izdelke. Ob tem poteka tudi skupinsko kvačkanje Odeja raznolikosti, ki so se mu pridružile kolegice iz Škofje Loke, Jesenic in albanska manjšina iz Novega mesta. Nadaljevali ga bodo tudi v projektu Teden kultur. Eno izmed središč dolenjskega kolesarstva je zagotovo Gabarje, kjer so se prvih kolesarskih vrlin učili številni nekdanji asi. Že 20 let pa za kolesarstvo skrbi kolesarsko društvo Papež Gabarje Podgorje. Društvo je najbolj znano po svojih vsakoletnih dirkah za pokal Sandija Papeža. Tudi letos so kolesarji nastopili tako v mlajših kategorijah kot rekreativci. Ta kraj živi za tem. Mi smo organizirali 35 dirk na raznih kategorijah. Takrat, ko se odvijajo dirke, je to praznik, takrat pomagajo vsi prostovoljci, sponzorji, da ne govorimo vsa ta društva. Glede na to, da pred dirko vsako leto uredijo vas, so živ dokaz, kako lahko šport pomaga pri razvoju kraja. Poslanstvo tega društva Papež Podgorje je, da organiziramo prireditve za najmlajše, ker vemo, da če bomo mlad kader, bomo tudi imeli dobre rezultate na najvišjem svetovnem vrhu. Druga naloga kluba pa je rekreacija, da se pač družimo. Ponosni so na dejstvo, da so v Gabarju že večkrat nastopili tudi najboljši slovenski kolesarji med člani. Ne glede na to, ali nastopajo otroci ali profesionalci, pa imajo s podgorjanskimi klanci vsi nemalo težav. Naša akcija Osebnost meseca se z vstopom v junij nadaljuje, zato vam ponujamo 3 imena, ki se potegujejo za naziv Osebnost maja. Prvi predlog je Tomaž Slak, profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in predsednik urbanističnega sveta Mestne občine Novo mesto. Sodeloval je pri načrtovanju, koordinaciji in izvedbi ene od ključnih naložb v mestni občini, obnovi glavnega trga. Drugo ime je Lea Marija Colarič-Jakšem, dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm, ki je že od študijskih let dejavna na področju razvoja turizma. Je soustvarjalka domiselnih turističnih produktov, od nedavnega pa tudi ponosna ambasadorka cvička. Tretji predlog pa je Ivica Janjac, ki je pred 2 letoma ostal brez življenjske sopotnice Darjem, mamice 4 otrok. Z družino je v sodelovanju z Novomeškim Rdečim križem organiziral dobrodelni pohod, s prostovoljnimi prispevki pa so zbirali denar za družini, v katerih mladoletni otroci prav tako živijo brez enega od staršev. Glas za svojega favorita lahko oddate do vključno sobote na naši spletni strani vaskanal.com. Morda bo prav vaš glas odločil zmagovalca. Iz uredništva novic pa le še hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo spet jutri.